Evropa osebno. Находясь в поисках возможностей для выживания, мы забываем о главном – это жить, любить и наслаждаться. V boju za preživetje pozabljamo na najpomembnejše in to je, da je potrebno živeti, ljubiti in uživati. To je misel, ki si jo v težavnih trenutkih življenja ponavlja naš današnji sogovornik. In dodaja: Есть такой фильм, называется «В погоне за счастьем». Poznate film, ki se imenuje V iskanju sreče? No, vse, kar je pomembno, sem v iskanju sreče moral prestaviti na poznejši čas. Tako osebno življenje, kot iskanje harmonije. Гармонию и все остальное я отложил на потом. Najbolje bo, da se nam predstavi. Я Валерий Гонтарь, лыжник. Ime mi je Valerij Gontar in sem smučarski tekač. V Slovenijo sem prišel iz Rusije zaradi določenih razlogov, državo sem moral zapustiti in odločil sem se za Slovenijo. Valerij je iz Rusije odšel ob koncu leta 2021, le nekaj tednov pred napadom na Ukrajino. Človeka, ki ga je opozoril na nujnost takšne poteze, ni več med živimi. Kot pravi, se je za Slovenijo odločil, ker je bila ena od dveh držav, poleg Združenih držav Amerike, kamor je v tistem covidnem obdobju sploh lahko vstopil. Danes dela v nordijskem centru Planica in hkrati poskuša oživiti kariero smučarskega tekača v slovenski reprezentanci. Valerij prihaja iz ene manjših ruskih regij, ki pa je še vedno malce večja od Slovenije. Imenuje se Republika Mordovija. Tam, kjer sem živel, je spokojna ruska provinca. Doma sem iz majhnega in mirnega mesteca, ki se nahaja približno 860 km od Moskve in 23 km od glavnega mesta Mordovije, Saranska. Tam ni ničesar, kar bi bilo vredno izpostaviti. In potem na kratko oriše svojo življenjsko zgodbo, ki je bila polna preizkušenj in borbe. Valerij je namreč najmlajši od 6 otrok v družini, od 5 sorojencev pa je v stiku ostal le z eno sestro. Vsi drugi, pravi, so ga pustili na cedilu. Moje детство было не самое лучшее, так как я рано лишился родителей примерно в 3 года. Moje otroštvo ni bilo prav lepo, saj sem zelo zgodaj izgubil starše. Pri 3 letih mi je umrla mama, nato so me dali v sirotišnico, kjer sem odraščal. V 4. razredu mi je umrl še oče. V sirotišnici sem ostal 11 let in tam dokončal šolo. Nekje v 2. razredu pa me je učiteljica povabila, če bi se lotil smučarskega teka, saj je očitno videla, da sem za to nadarjen. Druge sošolce sem namreč premagoval za krog ali 2. Potem me je vzela s seboj, poskusil sem in bilo mi je všeč. Tako sem začel trenirati smučarski tek. Продолжил свой путь именно в лыжных гонках. Predtem se je preizkusil tudi v drugih športih, pravzaprav vseh, ki so bili v njegovem kraju na voljo, naprimer rokoborbi, košarki in nogometu. V teku je ostal, čeprav ta šport v tem okolju ni bil med najbolj priljubljenimi. V teku pa je našel svobodo in užitek, ki ga drugje ni poznal. Kmalu so prišli tudi rezultati. Vrhunec kariere pa je dosegel na zimskih univerzijadah v štrbskem plesu na Slovaškem in v Almatiju v Kazahstanu, odkoder je skupaj prinesel kar 5 medalj. A v prvo državno reprezentanco se vseeno ni prebil. В России очень высокая конкуренция. В России также есть система попадания в сборную команду. V Rusiji je konkurenca zelo močna, res zelo močna. Poleg tega pa je tudi poseben sistem oblikovanja državne reprezentance. Ko sem bil še v mladinski ekipi do 23 let, sem bil 3. ali 4. najboljši tekmovalec, a me za tekmovanja niso izbrali, ker so rekli, da sem težaven karakter, da sem samosvoj. Zato so se raje odločili za druge. Nastopal sem tudi na pokalnih tekmovanjih, vendar sem redno ostajal brez priložnosti, ker so tako sklenili trenerji. Potem sem v nekem trenutku dosegal slabše rezultate in edina možnost, ki mi je ostala, je bila univerzijada. Tam pa sem osvojil 5 medalj. Iz Almatija sem prinesel 2 zlati in 2 srebrni. Tam je 2 zlata in 2 srebra. Zdaj je že več kot 4 leta v Sloveniji. Država mu je všeč, želi pa si več pristnega stika s Slovenci. То, что касается самой страны, мне нравится страна, в чем-то она близка
Kar se tiče države, mi je zelo všeč, saj je tukajšnja mentaliteta malo podobna ruski. Nekaj stvari je sorodnih in zaradi tega mi je bilo tukaj lažje. Kar pa se tiče ljudi, so Slovenci zelo zaprti. Težko je navezati stike in težko je najti sorodno dušo. Težko si je najti družbo. Težava pa ni samo v jezikovni pregradi. Če se ljudje želijo pogovarjati, lahko to storijo v drugem jeziku ali pa najdejo drug način. Problem torej ni jezik, pač pa v zaprti slovenski kulturi. Treba je veliko časa in veliko druženja, da postanete prijatelji. Mnogo vremeni общаться, uznavati, чтобы stati друзьями. Slovensko zna dovolj, da razume skoraj vse pogovore v okolici, vendar pa še ni bilo časa, da bi se jeziku konkretneje posvetil. Ob stikih z ljudmi pa je spoznal tudi, kako različen je govor na različnih koncih Slovenije. Ob eni takih priložnosti je na jugu države sogovornika prosil, naj govori čim bolj pravilno slovenščino. Šele takrat sta se lahko sporazumela. Tako je na lastni koži občutil rek: vsaka vas ima svoj glas. Ruščina je zelo bogata z različnimi pregovori in izrazi, ki jih ljudje vsakodnevno uporabljajo v medsebojni komunikaciji. Nekaj podobnih izrazov, ki so se mu zelo vtisnili v spomin, je Valerij spoznal tudi v Sloveniji. Še posebej je izpostavil enega, ki sicer ni naš, a ga prav tako uporabljamo. Да. Но мне больше нравится фраза «100 людей, 100 чудей». Это мне фраза очень нравится. Še bolj mi je všeč fraza 100 ljudi, 100 čudi. Njen pomen vidim v tem, da je v množici ljudi čisto vsak poseben, vsi so si med seboj različni. Zelo mi je všeč. Tudi uporabiš jo lahko tako v različnih kontekstih kot situacijah. Ko nekdo nekaj stori, se lahko veliko lažje sprijazniš in ga ne obsojaš ali se jeziš nanj. To frazo lahko uporabiš za slabe in tudi za dobre stvari. Применила ко многим вещам, к нелепым вещам, к позитивным вещам. Ker sta slovenščina in ruščina slovanska jezika, je med njima seveda veliko podobnosti, pa tudi mnogo razlik. Zelo pogoste so tudi podobne besede, ki imajo čisto drugačen ali celo nasproten pomen. Če je v ruščini nekaj vredno, natančneje vredna, je po naše škodljivo. Če nekoga razganja od ponosa ali navija za Slovenijo s ponosom, natančneje s panosom, bi po naše pomenilo, da precej pogosteje kot navadno sedi na straniščni školjki. Это забавно, но именно весело и необычно воспринимать это. Take besede so zelo zabavne, pravzaprav celo smešne. Zato se mi je kar malo težko navaditi na slovenščino, ko jo prvič slišiš. Meni se je najbolj nenavadna zdela beseda pozor, ki sem jo pogosto opazil. V ruščini to pomeni sramota. Zato sem videl ta napis in se sprva spraševal, zakaj neki to tu piše. In zdaj, ko razumem besedo, se še vedno sprašujem, kako in zakaj so izbrali prav to. Именно это. В русском позор это другое выражение. Domovino je Valerij zapustil v zelo neprijetnih okoliščinah in sam je prepričan, da je za las ušel takšnemu ali drugačnemu preganjanju, ki bi zapečatilo njegovo usodo. Kdaj pa misli, da se bo lahko vrnil v Rusijo? К сожалению, обстоятельства сложились так, что я стал уже действительно чужим, что... Nažalost so se okoliščine obrnile tako, da sem postal tujec. Mislim, da sem kupil enosmerno vozovnico. Odšel sem in zdaj vrnitev ni več mogoča. Ni poti nazaj. Obratne doroge dla mene netu. Valerija sem vprašal tudi, česa Rusi ne vedo ali ne razumejo o Evropi in česa na našem koncu ne razumemo o Rusiji. Sprva se je trudil ubesediti kakšno konkretno stvar, potem pa je odgovoril bolj nasplošno. Если мы хотим понять кого-то, мы поймем на 100%, мы углубимся в это. Če želimo nekoga razumeti, nam bo to zagotovo uspelo, saj se bomo poglobili vanj. Če pa tega ne želimo, se nam ne bo zdelo vredno potruditi, pravi Valerij, ki je prepričan, da je glavno, kar manjka v našem svetu, tako na mikroravni med ljudmi, kot na globalni ravni, komunikacija. Valerij priznava, da v trenutnih razmerah težko dela načrte za prihodnost, tako v osebnem kot profesionalnem, torej tekmovalnem smislu. Z nastopi na letošnjih tekmah svetovnega pokala je sebi dokazal, da je še vedno sposoben tekmovanja na vrhunski ravni. Ali bo s tem lahko nadaljeval pa, pravi, ni odvisno samo od njega. In še njegova želja za prihodnost? Težko reči na slovenščini. Hočemo dobro naučiti slovenščino, pač ker hočemo dobro govoriti in najti nekih prijateljev za dobro besedo na slovenščini.
Hvala lepa. Srečno.